Pozdrav! Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, spoštovani gostje in gosti, spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, spoštovani slavnostni govornik, poslanec Državnega zbora, magister Matej Tonin, cenjeni nagrajenci, lepo pozdravljeni v Kamniku, Maestrovem mestu in lepo pozdravljeni v hramu kamniške kulture. Kultura je že od nekdaj zaznamovala obstoj slovenskega naroda. Kultura nas krepi in nas povezuje. Kultura nam daje moč izražanja in moč soustvarjanja ter razvoja lokalne skupnosti. Kultura in jezik sta narodova bit in brez njiju ni narodne zavesti. V nadaljevanju slovesnosti boste lahko drugim prisluhnili pesnitvi našega generala, ki ni bil le vojak, bil je izjemen kulturnik, ki je s pesmijo združil ljudi in jih spodbujal k temu, da glasno izražajo lastno identiteto. Tudi v današnjem času se moramo zavedati, da je naša naloga in dolžnost ohranjati in negovati slovenski jezik in slovensko kulturo, ki povezujeta preteklost, sedanjost in prihodnost našega naroda. Naša država in naša lokalna skupnost nista le prostor, v katerem živimo, sta dom, ki ga ohranjamo za zdaj in v tem trenutku, in sta dom, ki ga ustvarjamo za prihodnost. Maestrovo mesto izžareva smisel, namen in pomen spominu velikega Slovenca, kamniškega rojaka, častnega meščana, borca za severno mejo, domoljuba in pesnika, ki je dal slovenski zgodovini ogromen pečat. Boj za območje Štajerske in Koroške je zaznamoval meje današnje Slovenije. In nepredstavljivo je dejstvo, da pokrajini ne bi bili del današnjega slovenskega ozemlja. Kamnik igra pomembno vlogo pri ohranjanju sporočilnosti maestra in njegovih dejanj. Naslednje leto bo za nas Maestrovo mesto izjemnega pomena, saj je Vlada Republike Slovenije leto 2024 razglasila za Maestrovo leto. Tako so v Kamniku predvidene številne slovesnosti in prireditve, ki bodo ponosno in z veliko mero spoštovanja naznanjale Maestrova dejanja in jih približala različnim generacijam. Iskrene čestitke današnjim nagrajencem in hvala vsem, ki razvijate tisto, kar je bilo maestru najbolj pomembno. Pa ne le besede, tudi dejanja, pogum, odločnost, borbenost in ljubezen do domovine. Tega tudi nam ne sme nikoli zmanjkati. Srečno, majster, in srečno, Kamnik, Maestrovo mesto. Današnji praznik gre vsaj po moji oceni za enega najlepših državnih praznikov.
ki skupaj povezuje vse Slovenke in Slovence, tudi tiste, ki smo zelo različni. Domovina je namreč ena sama. Nam vsem dodeljena, piše Zupančič, jaz pa dodajam, kdo jo bo ljubil, če ne mi, ki smo njeni sinovi in hčere. Slovenija je lepa, sam ne najdem lepše države, pa sem prepotoval kar nekaj sveta. Alpe, Slovenske gorice, Velika planina, Pamenina planina, Jadransko morje, Panonska nižina, Kras, Postojnska jama, Soča, Sava, Drava, Blejsko in Bohinjsko jezero, številni lepi kraji in znamenitosti. Slovenija je enostavno čudovita. Čudoviti so tudi njeni ljudje. In prav zato nam je generalmajster pokazal smer, kako se brani našo domovino. Z orožjem in s peresom. Ne da se vsega narediti z orožjem. Za dolgoročno preživetje naroda je še pomembnejše pero, saj ohranja kulturo in jezik tudi takrat, ko je narod zatiran ali pa pod tujo oblastjo. Željo po lastni državi smo uresničili, ampak imeti državo je eno, tako kot zgraditi hišo je eno, vzdrževati to hišo pa je nekaj popolnoma drugega in prav tako pomembno kot sama gradnja. Prav danes moramo slediti majstrevemu zgledu in biti pogumni pri urejanju naših skupnih zadev. In kar lahko storimo danes, ne odlašajmo na jutri. Slovenija in globalni svet sta polni težkih izzivov. In Slovenci bomo zmagovalci, če si bomo drznili sanjati nepredstavljivo in če bomo naredili tudi tiste stvari, za katere nas bodo drugi prepričevali, da so nemogoče, tako kot je delal generalmajster, ki je iz nemogočega naredil mogoče. Spoštovani, prehodil mnogo sem sveta, prebrodil mnogo sem voda, krasan za me bil svet je nov in vendar prišel sem domov. Je v eni od svojih pesmi zapisal general Rudolf Maister, pesnik vojan. Ponosni Kamničan, ki je slovenstvo branil z orožjem in peresom, svojo moč pa črpal v tradiciji in vrednotah naših prednikov. Veseli me, da smo to skupaj prepoznali in da bomo velikega generala še naprej spremljali, se ga spominjali in da bo prihodnje leto razglašeno za leto Rudolfa Maistra. Naj bodo njegova dejanja in neomajna ljubezen do naroda popotnica tudi za naše današnje delovanje. Iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku. Bog živi Slovenijo. In ti, ki si nam boter bil, k oltarju peljal slednji par, v nebesa dober bil vratar. Z nami križe, smeh delil. Zdaj moraš med topove. Daj, udari v plat še zadnji krat čez našo vas tako močno, da bron ti poči v slovo in pojdeš mrtev smrt sejat.
meni.